Čestitke od vse povsod letijo, še najbolj iz Hrastnika. Kako pa je bilo držati tale pokal v rokah? Ja, v bistvu občutek je bil res nekaj posebnega, dvigniti ta pokal na igrišču. V bistvu tale pokal je bil sam za domov, za sliko sem dobil večjega in težjega, ki je nažalost ostal v Melbourneu. Ampak ja, v bistvu sploh nisem vedel, da sem prvi Slovenec, v bistvu, ki je osvojil Grand Slam. Tako da, v bistvu, ko sem to zvedel, je bilo še bolj nekaj posebnega. Ampak ja, imel sem res dober teden, uspel sem držati zelo dober nivo, predvsem v glavi. Bil sem res zbran cel teden in na igrišču in izven igrišča, tako da sem zelo ponosen nase. Nase. Koliko šele morajo biti ponosni nate vsi ostali. Z vami sta namreč bila mama in brat, oče je vse skupaj spremljal od doma. Koliko pa je vaš oče kot namizni tenisač v resnici kriv za vašo športno kariero? Ja, v bistvu moji teniški začetki so v bistvu povezani z njim. V bistvu se je vse začelo v našem klubu v Hrastniku. 4 peščeni igrišči, odprti samo poleti, ni zimske sezone. Tako da v bistvu, ko je on zaključil svoj trening oziroma tekmo, sem že kot majhen zmeram hotel igrati še jaz. In v bistvu tako se je potem stopnjevalo, sem začel tudi bolj resno trenirati kasneje. In ja, v bistvu pri približno 9 letih sem v bistvu se prijavil v klub v Litijo, kjer sem tudi začel trenirati z Denisom Bohanom in v bistvu potem še tudi z ostalimi igralci v skupini in pa to. Tako da ja, ampak moj oče je še zmeram zelo vpet v mojo teniško pot, še zmeram potuje veliko z mano, sploh prejšnje leto je bil skoraj na vsakem turnirju z mano, smo v bistvu naredila ta preskok iz nižjih kategorij turnirjev potem do Grand Slamov. Ampak zanimivo, ne, ravno v Avstralijo pa ni šel, ali niste pričakovali, da boste dobili ta pokal? Ja, mislim, plan je bil, v bistvu cilj je bil, da zmagam, seveda. Treba je imeti visoke cilje, ampak nažalost je mogel ostati v službi, tako da sta z mano prišla mama in brat Erik. Tako da ja, je bilo super, da sem imel še družinske člane tam in da sem lahko delil te trenutke z njimi. Ampak zanimivo je, da sta s tem finalistom, Američanom Hensom, imela celo skupne treninge, malo sta bila že skoraj da prijatelja, ampak vajin začetek dvoboja se pa za vas ni nekako najboljše začel. Ja, v bistvu Kitan je zelo dober igralec, moram ga pohvaliti. Pripravil se je na meč zelo dobro, v bistvu to sem takoj spoznal, vedel je, kaj je treba odigrati proti meni, vedel je, kaj jaz poskušam odigrati in pa ja, potem smo v bistvu s trenerjem skozi meč v bistvu dokončala, nadgradila taktiko, v bistvu sem probal igrati še bolj agresivno, še več prehodov na mrežo in pa ja, mi je kar uspevalo. Toliko, kot ste vi stari zdaj, je bil leta 1973 star Bjorn Borg. Veljal je za najmlajšega nosilca na Grand Slamu. Ali boste drugo leto tudi vi že igrali na velikem turnirju? Boste sprejeli povabilo, kajti kot zmagovalec tega mladinskega prvenstva ste namreč tudi na ta velikega že povabljeni? Ja, to sem slišal, da v bistvu dobim povabilo za kvalifikacije za naslednje leto. V bistvu je to res nekaj posebnega, da bom že igral svoj prvi članski Grand Slam. Sploh pa v Avstraliji, kjer sem osvojil svojega prvega mladinskega. In pa ja, upam, da se bo moja teniška pot razpletla lepo in pa da bom lahko redno igral na takšnih turnirjih. Kdo pa je vaša velika zvezda, koga občudujete v tenisu? Kot majhen sem v bistvu vedno občudoval Rafa Nadala. V bistvu sem zmeram rad gledal njegove meče, kako se je boril na igrišču, njegovo energijo. Mogoče po igri mu nisem najbolj podoben, zadnje čase pa veliko gledam meče od Rogerja Federerja in pa v bistvu poskušam neke elemente iz njegove igre tudi vplesti v svojo igro in pa ja, uporabljati to čarovnijo. Povejte nam čisto za konec še Benjamin Šeško.
za včerajšnji dan je napisal, da je najboljši in najbolj nor, odkar igra za Manchester United. In tudi za vas je bil včerajšnji dan verjetno najbolj nor. A sta zdaj že ugotovila, a imata Benjamin Šeško pa Žiga Šeško kaj skupnega v krvi ali ne? Ja, to je zelo pogosto vprašanje. V bistvu še kar ne vem. Ja, doma je zelo v bistvu blizu. Samo 20 minut narazen, kakor jaz vem. In pa ja, to bo treba raziskati, da pridemo na dnu tega. Glejte, konec tedna, v petek in soboto že igrate v Velenju, Davisov pokal proti Turčiji. Samo na kratko napoved. Ja, v bistvu celotnega tekmovanja se že zelo veselim. Zelo imam rad te ekipne stvari, nastopati za reprezentanco. Ekipni duh je v bistvu zelo močen v ekipi, zelo se zabavamo, zelo se imamo fajn, kar je na koncu tudi najbolj pomembno, da lahko pokažemo najboljšo igro in pa ja, bomo videli, kaj bo. To bo priložnost, da vas tudi slovenski ljubitelji tenisa dobro spoznajo. Hvala, ker ste te občutke po tej krasni tekmi zdaj delili tudi v naših odmevih. Mi ostajamo na vaši strani in upamo še dolgo vrsto let, da boste tudi naš gost. Najlepša hvala. Hvala za povabilo.